Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovane udeleženke, udeleženci, dobro jutro in lepo pozdravljeni na današnjem 4. letnem posvetu o višjem strokovnem izobraževanju. Najprej predlagam, da zaploskamo Perin Šmarčan za tole, kar nam je zdajle pogrelo dušo in srce. Pa ohranite to kondicijo ploskanja vse do zadnjega, ki ga bomo zdaj pozdravili na tem posvetu. Najprej seveda lepo pozdravljam gospoda Egona Pipana, predsednika upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol. To je namesto jutranje telovadbe. Pa magistrico Marjano Majerič, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije za strateški razvoj in internacionalizacijo. Magistrico Branko Hrast-Debeljak, generalno direktorico Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Tomaža Rozmana, vodjo sektorja za višje šolstvo pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Z nami je tudi Aleksander Sladojevič z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pa magister Gregor Mohorčič, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Doktorica Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Republike Slovenije. Z nami je tudi Klemen Šubic, namestnik direktorja NAKVIS-a. Seveda pa toplo pozdravljeni in dobrodošli tudi vsi direktorji in ravnatelji višjih šol. Upam, da vam bo v naši družbi prijetno. Ja, seveda, lahko si zaploskate. Ko sem se pripravljala na tale dogodek, pa vsako leto je treba nekaj drugega povedati, ne, sem študente vprašala, zakaj sploh se jim zdi pomembno hoditi v šolo. Sem prepričana, da ste kdaj že to vprašali ali pa se poskušali utemeljiti. In iz zadnje vrste je kot izstopa prišel odgovor, da imamo kje sanjati o počitnicah. Morate se strinjati, da je tudi to nenazadnje cilj izobraževanja, imeti neko vizijo. Zato bomo zdaj prisluhnili tistim, ki svojo vizijo, delom in vzorom pomembno oblikujete razvoj višjega strokovnega izobraževanja in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami ter gospodarstvom. Najprej zato k besedi vabim gospoda Egona Pipana, predsednika upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni gostje, dragi prijatelji strokovnega izobraževanja. Iskreno dobrodošli na letnem posvetu Skupnosti višjih strokovnih šol. Vesel sem, da smo se tudi letos tako številčno zbrali, vsi, ki nas povezuje skupna zaveza. Zagotavljati kakovostno, praktično in razvojno naravnano višješolsko izobraževanje za prihodnost. Višje strokovne šole že več desetletij dokazujemo, da smo nepogrešljivi del slovenskega izobraževalnega in gospodarskega sistema. Naše šole so prostor povezovanja znanja in dela, teorije in prakse, šolskih klopi in realnega okolja. Prav v tem je naša moč v zmožnosti, da znanje, ki ga pridobijo naši študenti, takoj zaživi v delovnih procesih in prispeva k razvoju podjetij, ustanov in lokalnih skupnosti. Danes delujemo v času hitrih sprememb, tako na trgu dela kot v tehnologiji,
demografiji in načinu razmišljanja mladih. Tem spremembam se moramo znati prilagoditi, jih razumeti in jih, kadar je mogoče, tudi soustvarjati. To zahteva odprtost, sodelovanje in pogum za novosti. In prav zato ima skupnost višjih strokovnih šol še toliko pomembnejšo vlogo, kot forum povezovanja, izmenjave dobrih praks in skupnega nastopa tudi navzven. Smo v fazi prenove sistema in programov višjega strokovnega izobraževanja. Uvajamo odprti kurikul, ki bo naše programe še bolj približal potrebam lokalnih podjetij in ustanov. Naj bo današnji posvet priložnost, da skupaj premislimo, kako bomo kot mreža šol še naprej krepili kakovost, okrepili sodelovanje z gospodarstvom in prispevali k večji prepoznavnosti našega dela. Iskrena hvala vsem, ki svojim strokovnim, pedagoškim in organizacijskim delom gradite ugled višjih strokovnih šol, na čelu z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Centrom za poklicno izobraževanje, delodajalci in seveda vsemi zaposlenimi na višjih strokovnih šolah. Hvala tudi našim študentom, diplomantom, ki so končni dokaz, da naše delo pušča sled. Želim vam uspešen, spodbuden in povezovalen dan. Naj današnji pogovori utrdijo našo skupnost in prinesejo nove ideje za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Pipan. Zdaj pa k besedi vabim magistrico Marjano Majerič, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije za strateški razvoj in internacionalizacijo. Dobrodošli. Spoštovani direktorji in ravnatelji, gospa direktorica direktorata Branka Hrast-Debeljak in seveda predstavniki ministrstev, predsednik skupnosti višjih strokovnih šol, gospod Egon Pipan, dragi cenjeni gostje, kolegice in kolegi. Z iskrenim veseljem vas pozdravljam v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, inštitucije, ki že več kot 174 let predstavlja glas slovenskega gospodarstva in je tudi hkrati njegov razvojni kompas. Veseli nas, da Gospodarska zbornica tudi letos gosti letni posvet skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki postaja tradicionalno srečanje razmisleka, dialoga in soustvarjanja. Srečanja, kot je današnje, niso le formalnost, so prostor, kjer se srečata dve resničnosti, ki morata delovati z roko v roki, torej izobraževanje in gospodarstvo. Nobena družba, ki želi napredovati, ne more imeti močnega gospodarstva brez kakovostnega izobraževalnega sistema in seveda obratno. V Sloveniji to že dolgo razumemo in prav skupnost višjih strokovnih šol je eden najboljših primerov, kako lahko sodelovanje med šolami in delodajalci postane gonilo razvoja kompetenc, znanja in inovativnosti. Na Gospodarski zbornici Slovenije zelo dobro razumemo, da gospodarstvo ne le zaznava potrebe po novih znanjih, temveč jih tudi ustvarja. Industrija, podjetja in inovacijski sistemi s svojim razvojem neposredno oblikujejo prihodnost in pa tudi kompetence. In tu vstopate vi, višje strokovne šole, svojo izjemno vlogo poznavalca, prevajalca in soustvarjalca znanj. Prav zato smo na Gospodarski zbornici že leta 1974 ustanovili Center za poslovno usposabljanje CPU, kjer smo prepoznali, da je treba klasično izobraževanje dopolniti sistemom, ki omogoča nenehno učenje, nadgradnjo in prenos znanja iz praks nazaj v učne procese. CPU je postal eden od ključnih mostov med podjetji in izobraževalnimi inštitucijami s programi, ki niso namenjeni le študentom, temveč tudi zaposlenim, podjetnikom in vodstvom podjetij, ki razumejo, da je učenje danes še življenjski proces. Seveda pa tu ne moremo mimo od vas, vsakega posameznika, ki znotraj naših regij in svojih lokalnih okolij ustvarjate prihodnost. Torej vsak
izmed vas je pomemben delček znotraj slovenskega mozaika, tako šolstva kot tudi gospodarstva. Zdaj, Slovenija ima v sistemu visokega strokovnega izobraževanja prav eno od boljših osnov v evropskem prostoru. Vaši programi so praktično naravnani, zasnovani v sodelovanju z gospodarstvom in odsevajo realne potrebe trga dela. Podatki OECD kažejo, da prav države z močnim sistemom višjega strokovnega izobraževanja dosegajo nadpovprečno zaposlenost diplomantov, tudi do 70% v prvih 6 mesecih po končanem študiju. In to ni naključje, to je dokaz, da praksa, izkušnja in sodelovanjem s podjetji dajejo konkretne rezultate. V gospodarstvu ne iščemo več le diplom, iščemo talente, ki razumejo celotni kontekst, ki znajo sodelovati, komunicirati, misliti inovativno, strateško, razmišljati sistemsko in trajnostno. Iščemo ljudi, ki ne bežijo pred tehnologijami, temveč jih obvladajo in ki razumejo, da digitalna pismenost in zeleni prehod nista ločeni temi, ampak neločljivo povezani dimenziji sodobnega dela. Tukaj je vaše poslanstvo neprecenljivo. Višje strokovne šole ste most med svetom teorije in svetom prakse, med učilnicami in proizvodnimi halami, med učnimi načrti in konkretnimi projekti podjetij. Svojim delom omogočate, da se znanje ne konča na papirju, temveč se preslika v razvoj, v inovacije, v delovna mesta in kar je najlepše, v samozavest mladih ljudi, ki po končanem študiju najdejo svoje mesto v gospodarstvu. Na GZS si prizadevamo, da bi bilo to sodelovanje še močnejše. Naša mreža 25 panožnih zbornic in združenj in 13 regijskih zbornic deluje kot neposreden kanal med podjetji, izobraževalnim sistemom in med vsakim izmed vas. Vsaka panoga ima svoje specifike, zato si želimo, da se vsebine programov na višjih strokovnih šole še bolj usklajujejo z razvojnimi smernicami slovenskega gospodarstva, ki smo jih na vrhu slovenskega gospodarstva pred slabim mesecem dni predstavili v akcijskem načrtu Made in Slovenija 2035. V njej smo kot ključno področje preboja opredelili trajnostno naravnano industrijo in nizkoogljične tehnologije, digitalno in zeleno preobrazbo, zdravje in kakovost življenja, pametne energetske rešitve, mobilnost prihodnosti, napredne materiale, živilsko verigo z visoko dodano vrednostjo, turizmom nove dobe ter kreativnostjo, inovativnostjo in podjetniško miselnostjo. Ta področja predstavljajo razvojni okvir, v katerega se mora vključevati tudi višje strokovno izobraževanje kot partner gospodarstva pri oblikovanju novih kompetenc, znanj in profilov prihodnosti. Podjetja že danes aktivno sodelujejo z višjimi strokovnimi šolami, z kadrovskimi štipendijami, s projektnimi nalogami, hekatoni z soustvarjanjem diplomskih del, ki ne ostanejo teoretična, temveč nastanejo kot odgovor na resnične potrebe podjetij. To sodelovanje ni več dodana vrednost, to je postalo nujni standard. In to je ena od največjih kakovosti slovenskega modela višjega strokovnega izobraževanja. Ob tem pa ne smemo pozabiti, prihodnost izobraževanja ni več linearna. Danes vemo, da se bo vsak posameznik moral v življenju večkrat prekvalificirati, dopolniti svoje znanje, osvojiti nove kompetence. Zato je ključno, da se višje strokovno izobraževanje povezuje tudi z vseživljenjskim učenjem, da omogoča fleksibilnost, odprtost in modularnost. In prav mi, vsi skupaj, tu lahko postanemo izjemen partner, kajti podpiramo podjetja in zaposlene v tem procesu stalnega razvoja. Spoštovani, zdaj v svetu, ki se spreminja z izjemno hitrostjo. Prav včeraj sem prišla iz Kitajske, Hongkonga in Katarja. Če pogledamo, kaj se dogaja po svetu, se enostavno v ospredje podajajo res kompetence, znanje in pa sodelovanje v smeri inovativnosti.
Zakaj je Kitajska tako naprednejša? To nimam v govoru, ampak iz srca vam želim to podeliti. Zaradi tega, ker ni, recimo temu, kregarije, pustimo, imajo drugačen politični sistem, a ne, ampak vseeno. Tam se ne prepirajo v kontekstu, ali se bo bazične raziskave ločevale od aplikativnih raziskav. Tam pri bazičnih raziskavah enostavno imajo ves čas visoko šolstvo in pa še zraven tudi gospodarstvo, zato da pogledajo, kako lahko vsako raziskavo čimprej implementirajo v smer, bi rekla, boljšega blagostanja. Ampak kar je pa bilo zanimivo zdaj na zadnjem temle obisku, je pa to, da dajejo stalno bolj v ospredje skupnosti, sodelovanje, tudi trajnost. Torej, čeprav gleda se včasih Kitajska bi rekla, iz Slovenije ali pa iz Evrope v smeri tem, da se digitalizira, da se postavljajo neki sistemi in tako naprej. Veliko se govori o tem, da gremo nazaj tudi v tiste osnovne stvari ohranjanja tega našega planeta. In vseeno bi želela povedati, da res hvala za to delo, ki ga vsi skupaj delate z predanostjo, z vizijo, z razumevanjem, da prihodnost slovenskega gospodarstva temelji prav na znanju, ki ga vi pomagate oblikovati. Niste samo po sebi umevni. Res je vaše delo, pa mislim, da si lahko vsak da tudi k sebi malo na svoj srček zahvalo za to, da ste tisti kreatorji naše prihodnosti. Zdaj v imenu Gospodarske zbornice Slovenije in pa tudi za Centra za poslovno usposabljanje vam želim res uspešen posvet, veliko dobrih pogovorov, sodelovanja, povezovanja, svežih pobud in pa predvsem utrditev partnerstva med šolami in podjetji. To je partnerstvo, ki bo tudi v prihodnje temeljilo za razvoj našega gospodarstva, družbe in blagostanja. Hvala. Hvala lepa. In mislim, da bo naslednja govornica odlično dopolnila vaš govor. Z nami je namreč Branka Hrast Debeljak, magistrica in generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Dobrodošli. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni tudi z moje strani in hvala za povabilo na ta svečani dogodek. Takoj uvodoma vam prenašam pozdrave in dobre želje ministra za vzgojo in izobraževanje, doktorja Vinka Logaja. Letošnje srečanje ravnateljev in ravnateljic, direktoric in direktorjev višjih šol je že 4. stanovsko srečanje, ki po skoraj 30 letih višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji postaja tradicionalno. Višje strokovno izobraževanje predstavlja kratki cikel terciarnega izobraževanja, kjer je poudarek na čim širšem sodelovanju z delodajalci. Pri tem se upoštevajo razvojne novosti, aktualne družbene spremembe in seveda tudi želje študentov. Lokacija letošnjega srečanja zato ni izbrana naključno. Višje strokovno izobraževanje mora namreč čim bolj spodbujati ne le teoretično znanje, temveč tudi reševanje praktičnih problemov. In prav na tem področju je bilo v obdobju obstoja višjih strokovnih šol narejenega zelo veliko. Vaše dobro opravljeno delo se odraža tudi v zaposljivosti diplomantov. Študentje višjih strokovnih šol so hitro zaposljivi, stopnja brezposelnosti med njimi pa je nizka. Prepoznavnost višjega strokovnega izobraževanja se odraža tudi v vse večjem vpisu v programe višjega strokovnega izobraževanja. V zadnjih letih se je število vpisanih študentov vsako leto povečalo za približno 15%, kar je že samo po sebi izziv za vas, ki vodite in usmerjate izvajanje višješolskih programov. V tem študijskem letu je v programe višjih strokovnih šol vpisanih 9658 študentov. Število novincev pa je prvič preseglo 1/4 vseh slovenskih brucev. Te številke same po sebi dokazujejo, kako dobro opravljate svoje delo.
Izpostavila bi tudi močno cehovsko solidarnost višjih strokovnih šol, ki se izraža tudi s tem, da ste, čeprav je članstvo prostovoljno, vse šole pristopile v skupnost višjih strokovnih šol. Skupnost je upravičila svoje ime in je z leti postala močan vezni element med šolami, prav tako pa v sodelovanju z ministrstvom, javnimi zavodi in drugimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni. Svojo proaktivnostjo postajate pomembna točka prepoznavanja višjega strokovnega izobraževanja. Ker živimo v globalnem svetu, je pomembno tudi povezovanje zunaj naših meja. Pohvalno je, da ste šole in skupnost višjih šol vključene v številne mednarodne projekte. Naj omenim samo nekatere: Juraši, IFVET, IEFA, Chain5. Na ministrstvu smo prepoznali vse te pozitivne trende in v okviru svojih pristojnosti nudimo strokovno pomoč tako skupnosti kot šolam. S tem bomo nadaljevali in upam, da tudi nadgrajevali. V letu, ki se skoraj izteka, smo tako skupnimi močmi prišli na vpisni sistem EVŠ, skoraj že končali evidenco 2.0, ki bo poslovanje višjih šol digitalizirala, prav tako pa zadostilo varnostnim standardom in pripravili predloge normativnih sprememb. Pred nami je še veliko izzivov, s katerimi se bomo morali spopadati v bližnji in malo daljši prihodnosti. Naj omenim samo nekatere: demografski trendi in upad generacij, ki bo prišla v višje šole z nekolikšnim zamikom, pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra, krepitev prepoznavnosti višjega strokovnega izobraževanja, posodabljanje opreme šol, financiranje šol, vseživljenjska karierna orientacija, prenova višješolskih programov, vpliv umetne inteligence na samo izobraževanje in prihodnost na visoko šolstvo. Program letošnjega posveta, ki ga je pripravila skupnost višjih šol, odpira nekatere od naštetih tem in menim, da je odlično izbran. Prepričana sem, da boste te dileme pravilno naslovili, z izmenjavo stališč pa mogoče naše rešitve tudi za morebitne druge izzive in dileme. Spoštovani, mladostna energija skupnosti višjih šol ter znanje, izkušnje in predanost vseh mojih kolegov iz sektorja za višje šolstvo so ustavili sinergijo, ki premika meje. Zahvalo v imenu ministrstva gre za to tako šolam in skupnosti, kot mojim cenjenim kolegom iz sektorja, vodi Tomažu, Kati, Mateji, Marjanu in Borutu, ki z vsemi močmi podpirajo vaše delo in nadaljnji razvoj. Prepričana sem, da bomo skupnimi močmi tudi v prihodnje uspešno premagovali ovire, ki nam bodo stale na poti, in bomo višješolskemu izobraževanju dali še večjo vlogo v slovenskem izobraževalnem prostoru. Želim vam uspešen dan, uspešno izmenjavo idej in se vidimo naslednje leto ob praznovanju 30-letnice skupnosti višjih šol.